обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Dober večer, pozdravljeni v Odmevih Plus, ki jih nocoj v celoti namenjamo prvi obletnici krvavega napada Rusije na Ukrajino. Spopada, ki se je začel 24. februarja lani s severa, juga in vzhoda in ki ga je na začetku Vladimir Putin niti ni dovolil imenovati vojna, pač pa je napovedal, kot smo slišali, posebno vojaško operacijo za demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine. Ta operacija pa je povzročila, da je svoje domove zapustilo okoli 15 milijonov ljudi. Od tega jih je iz Ukrajine zbežalo blizu 8 milijonov. To je prebivalcev za 4 Slovenije. Nocoj bomo s prispevki naših novinarjev, z gosti Alojzom Štajnerjem, Jelkom Kacinom, Andrejem Benedejčičem in Ernestom Petričem ter novinarji, ki so za televizijo Slovenija poročali iz napadene Ukrajine, osvetlili položaj ta hip, se vprašali predvsem o vojaški pomoči napadeni državi, kakšen bi lahko bil konec tega spopada, kdo je lahko pri posredovanju med sprtima stranema uspešen, kako bo očitno morala svojo obrambo okrepiti celotna Evropa in tudi zakaj je ta vojna z vsemi grozotami vred že izginila s prvih strani časopisov. Oddajo pa začenjamo s poročilom iz Kijeva. Tam je naš posebni poročevalec Valentin Areh. Dober večer, kako so Ukrajinci zaznamovali prvo obletnico napada na svojo državo in kaj sporočajo svetu? Dober večer. No, prva obletnica ruske invazije na Ukrajino je tukaj zaznamovana za nekakšno žalovanjem. Treba je povedati, da so ljudje dobesedno šokirani nad vsem uničenjem, ki ga je v zadnjem letu prinesla vojna, nad številnimi žrtvami, kot po nekaterih podatkih naj bi do zdaj umrlo kar 140.000 Ukrajincev, na tisoče vasi, naselij, mest je popolnoma razrušenih. Potrebno je vedeti tudi, da je kar 16 milijonov Ukrajincev bilo prisiljeno zapustiti svoje domove, da je 60% Ukrajincev, vseh Ukrajincev praktično zdaj živi pod pragom revščine zaradi vojne. Izgube so zelo velike med Ukrajinci in tudi ukrajinske oblasti menijo, ocenjujejo po prvih ocenah, da so do zdaj za ruski napadi v Ukrajini povzročili kar za 660 milijard evrov škode. In vendar pa kljub visoki ceni, ki jo Ukrajinci plačujejo v tej vojni, trdijo, da se ne bodo predali. Kakšna pa so današnja poročila iz bojišč? Kakšen dan je za njimi? Trenutne razmere na vzhodu Ukrajine na več kot 1000 kilometrov dolgi frontni liniji so skrajno napete. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da so Rusi že sprožili veliko ofenzivo na ukrajinske položaje in da poskušajo na 5 različnih delih bojišča prodreti skozi ukrajinsko obrambo. Kako grozljive so razmere na bojiščih, kažejo tudi podatki, da je v zadnjih 10 dneh, ko potekajo siloviti spopadi, da je v teh dneh so ruske sile na ukrajinske položaje strelile kar 200.000 topniških izstrelkov, da so samo v zadnjih 24 urah izvedli 79 letalskih napadov in 13 raketnih napadov. Tako da ruska pehota dan in noč poskuša z juriši prodreti skozi ukrajinske položaje, ampak kakor za zdaj vidimo, zaenkrat večjih sprememb na bojiščih še vedno ni. Hvala lepa, še se bomo povezali nocoj.
Ukrajina je prvo leto agresije preživela, čeprav bi svet vsaki državi, ki se spopada z rusko vojsko, pripisal minimalne možnosti. Takoj po ruskem napadu je Ukrajincem uspelo ubraniti prestolnico Kijev in mesto Harkov v vzhodnem delu države. Rusija se je znatnega dela sprva zasedenih ozemelj v Ukrajini kmalu celo umaknila, a v poznejših mesecih vojne so bili Ukrajinci prisiljeni priznati rusko vojaško premoč ob Črnomorski obali in na vzhodu države. Niti leto dni pozneje še ni dokončnega odgovora na vprašanje, kaj se je zgodilo, da so ruski tanki tako rekoč v predmestju Kijeva obstali. Je ukrajinska obramba čudežno zdržala? Je šlo za napako ruskih generalov ali za napačno pričakovanje, da se bo ukrajinski, po Putinu nacistični režim, sesul kot hiša iz kart? There was a comparison of David and Goliath, right? How Ukrainian armed forces were able to repel, especially around Kyiv. Če je bila spodletela zasedba Kijeva dokaz, da je resnična vojna nekaj popolnoma drugega od vojne na vojaških zemljevidih, ruski poraz v Harkovu, v vzhodnem delu Ukrajine, samo 40 km od meje z Rusijo, za Moskvo ni bil nič manj boleč. Tudi Harkov, rusko govoreče mesto, je vzdržal, tudi tam si je ruska vojska, težko je reči drugače, polomila zobe. В ту ніч, коли були обстріляні в місті Харкові гуртожитки, ввечері та зранку до лікарні було доставлено 29 постраждавших. A začetne napake so bile za rusko vojsko zelo poučne. V Mariupolju, pristaniškem mestu ob Azovskem morju, posnetkov se zagotovo spominjate, so morali branilci priznati premoč ruske sile. V Hersonu, strateško pomembnem pristaniškem mestu ob izlivu Dnepra v Črnomorje, so se Rusi le taktično umaknili na težko osvojljiv vzhodni breg reke. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Tudi v bitki za Bahmut, ki velja za strateško pomembno točko obrambe samorazglašenih ruskih republik na vzhodu, ruski vojaki, natančneje pripadniki Wagnerjeve skupine, napredujejo. Пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Угледаре, на Марьинке, на Авдеевке. Začetni porazi ruske vojske in umik s precejšnjega dela v začetku vojne zasedenih ozemelj potrjujejo, da se prvotni načrt ruskega napada na Ukrajino ni posrečil. To pa še zdaleč ne pomeni, da je vojne konec. It seems that they're both of the opinion that they have to make more gains on the battlefield before even considering any sort of peace talks. Na ofenzivo se pripravljata obe strani. Največje bitke v ukrajinski vojni šele prihajajo. Dobro večer, spoštovani gostje, gospod Jelko Kacin, dr. Andrej Benedejčič in dr. Alojz Štajner. Kolega Žitnik je končal zelo pesimistično, rekel je, največje bitke v ukrajinski vojni šele prihajajo. Se strinjate? Strinjam se. Ne bi želel dodatno strašiti, ampak mislim, da nismo samo na začetku drugega leta vojne, ampak smo celo pred novo vojno, v kateri bodo poskušali agresori popraviti tisto, kar v prvem delu jim ni uspelo. Kar nekaj kazalnikov kaže na to zadevo. Po 7. januarju so intenzivno na celotni Donbaški fronti obstreljevali nasprotno stran. Prvotno se je mislilo, da je to najbrž zaradi iskanja šibkosti, zaradi zagotavljanja prerazporejanja ali mogoče za ustvarjanje luken, kjer bi lahko bil prodor. Takšni primeri so bili Soledar, Bahmut z severa in pa z juga. Danes vemo, da je to bilo najbrž bolj zaradi tega, da so izčrpavali ukrajinske zaloge v strelivu, ker so vedeli, da je teh možnosti manj. Ampak šel sem primerjati število bojnih skupin, ki so 24. januarja pred letom dni šle na Ukrajino. Po teh podatkih, ki so javno dostopnih, je zdaj vsaj za tretjino več. To ne pomeni, da je bistveno več ruskih vojakov angažiranih, so pa bolj izkušene bojne skupine, polne tudi z sovraštvom, tudi tistim, ki so si jih pridobili iz porazov v vojni. In ne upam misliti, da če bo ta dodatna nova, kakorkoli vojna, da bo eksodus in kalvarija z begunci še enkrat ponovljena. Gospod Kacin, seveda si nismo nikoli mislili, da bo na evropskih tleh vojna. Če pa smo že na nje pomislili, smo mislili, da bo povsem drugačna od tiste, ki smo jo gledali ob drugi svetovni vojni in v filmih o njej. Ampak
85 let, zatem je ruska-ukrajinska vojna, klasična vojna, ne razlikuje se veliko. Je uničevanje mest, je uničevanje infrastrukture, je eksodus prebivalcev. Žal je temu tako. Ruska stran, predvsem predsednik Putin, minister za obrambo Šojgu, načelnik generalštaba Gerasimov, to so vse ljudje, ki so desetletja na teh funkcijah in v vseh teh desetletjih so se pripravljali na to vojno. Bili so prepričani, da bo Kijev padel v tednu dni ali pa v 2 tednih, in ko se to ni zgodilo, se je njihova zgodba začela podirati. Res je, da imamo vtis, da se dogaja druga svetovna vojna in da tisto, kar so v praksi preizkušali v Siriji, niso znali izkoristiti in še niso uporabili v Ukrajini, ampak vidite, da je letalstva bistveno manj, kot bi kdorkoli pričakoval. Pa tudi imamo zdaj grozljive scene, ko Rusi jurišajo samo pehoto čez velike čistine, imajo neizmerne človeške žrtve in, bi rekel, hranijo tanke za neko večjo ofenzivo. Ta vojna je vojna izčrpavanja. Prepričani so, da Ukrajina tega ne bo izdržala, da je veliko ljudi tako ali tako pobegnilo v tujino pred tem vojnim divjanjem, da jim bo zmanjkalo moštva v vojaških enotah in zato pač delajo na čas. Nekaj časa so igrali na pomanjkanje energije, ogrevanja, elektrike, svetlobe, vsega tega, kar je ključno za preživetje in tudi za moralo v zimskih mesecih, in pripravljajo se na pomlad. Je pa seveda res, da na drugi strani se je Zahod, zavezništvo, po zavzetju Krima odločil, da je temu treba narediti konec. Od takrat naprej se je Zahod organizirano lotil najbolj izpostavljenih, najbolj ogroženih držav, novih zaveznic, se pravi podporo in obrambo Estoniji, Latviji, Litvi in Poljski. Lansko leto pa tudi nadaljevanju te verige proti jugu Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije in Bolgarije. Povsod tam so zdaj močne NATO-ve enote, ki odvračajo provokacije, ampak hkrati pa vidimo tudi nekaj drugega, da manevrirne rakete iz Rusije letijo čez Moldavijo in v tem trenutku tresejo in destabilizirajo še Moldavijo. Dr. Benedejčič, gospod Kacin je že rekel, vojna je izčrpavanje. Se je vam zdela ta primerjava, ki smo jo slišali tudi v prispevku, vojna Davida proti Goljatu prava? So razmere take, da to upravičujejo ta izraz? Zdi se mi, da gre za vojno presenečenje. Presenečenje najprej zato, ker se je predsednik Putin sploh odločil za takšno ofenzivo. Presenečenje pa tudi zaradi tega, ker smo ugotovili, da ruska vojska ni ravno tisto, kar smo prej mislili, da je bistveno bolj šibka in da ni izvedla v bistvu te modernizacije, o kateri smo veliko govorili, na ta način, kot bi pričakovali. Tako da ta primerjava v nekem smislu vzdrži, po drugi strani pa zdaj vidimo ravno v tem, kako ukrajinska stran vodi svoje operacije, kaj pomeni, če imate vojsko, ki je izvežbana po zahodnih standardih, po NATO standardih, in kaj se zgodi, če imate proti sebi vojsko, ki očitno ima težave z moralo, ima težave z oborožitvijo, ima težave sistemske, ker se vidi zdaj tudi v tem, da ruska vojska zdaj zopet prehaja nazaj na divizijski način poveljevanja. Tako da bomo videli zdaj v prihodnje, če so dejansko sposobni tudi v teh razmerah intenzivnih bojev sistemsko urediti zadeve na svoji strani. In v tem smislu se seveda strinjam z oceno, da prave bitke še dejansko prihajajo in da ta vojska ruska, ki smo ji priča zdaj danes na terenu, je drugačna od tiste prej. Če so se prej naborniki, ki niti niso vedeli, da gredo dejansko na Kijev in ne na neke manevre celo predajali, in jasno govorili na televiziji, da ne vejo, zakaj se borijo. In zdaj ta vojna zaradi svoje grozljive logike pač sprožila tudi sovraštvo, sprožila tudi neke občutke, ki bodo verjetno poskrbeli, da bodo naslednji meseci zelo krvavi in da bomo morali torej Ukrajini pomagati še bolj, kot smo doslej.
V studiu se nam je pridružil novinar zunanje politične redakcije Adrian Bakić, da nam predstavi nekaj dejstev. Pred dnevi je namreč ameriški predsednik Biden rekel, da ruska vojska nadzoruje le še polovico ozemelj v Ukrajini, ki jih je okupirala na začetku spopadov. Predlagam, da pogledamo najprej, katera ukrajinska območja je zasedla ruska vojska in jih je tudi zadržala. Zdravljen. Torej, začnimo v letu 2014, ko si je Rusija po mednarodno nepriznanem referendumu priključila Krimski polotok in zasedla območja v Doneški in Luganski oblasti. 24. februarja lani so nato ruske enote napadle Ukrajino iz več smeri in se približale tudi Kijevu. Marca lani je bila pod ruskim nadzorom že približno četrtina ukrajinskega ozemlja, potem pa so se na bojiščih začeli uspehi ukrajinske vojske. Zdaj spopadi potekajo na vzhodu Ukrajine, območja, ki jih obvladuje ruska vojska, so na zemljevidu obarvana rdeče, z oranžno barvo pa so označena tista območja, na katerih je po uspešnih protiofenzivah nedavno nadzor znova prevzela Ukrajina. Danes Rusija zaseda okoli 100.000 kvadratnih kilometrov ali 17% ukrajinskega ozemlja, torej kakšnih 7 ali 8% manj kot pred slabim letom. Že uvodoma smo omenili, da je ukrajinske domove zapustilo za 4 Slovenije prebivalcev. Kje je eksodus največji in katere države je pravzaprav najbolj zajel ta migracijski val, poleg Poljske? Po podatkih Združenih narodov je Ukrajino od začetka ruske invazije zapustilo več kot 18,5 milijona ljudi, več kot polovico prehodov so popisali na ukrajinsko-poljski meji, a obenem so v tem letu zabeležili tudi čez 10 milijonov prihodov v Ukrajino, torej številni Ukrajinci so se v domovino tudi vrnili. Zdaj je v Evropi 8 milijonov beguncev iz Ukrajine, gre večinoma za ženske in otroke, začasno zaščito jih ima po podatkih OZN skoraj 5 milijonov. Največ ukrajinskih beguncev, več kot 1,5 milijona je sprejela Poljska, več kot 1 milijon tudi Nemčija, v Sloveniji pa so po zadnjih dostopnih podatkih zabeležili 9.000 ukrajinskih beguncev. Smo tik pred tem, da bodo uvedeni 10. svežnji sankcij proti Rusiji. Kaj bi lahko rekli o uspešnosti doslej izvedenih sankcij? Povejmo najprej, da so tako Evropska unija kot Združene države Amerike sankcije proti Rusiji sprejele že po priključitvi Krimskega polotoka leta 2014. V zadnjem letu so jih močno zaostrile. Poglejmo evropske sankcije podrobneje. Evropska unija je sprejela 9 svežnjev obsežnih ukrepov proti posameznikom, med njimi proti predsedniku, zunanjemu ministru, oligarhom, poslancem Dume. Sankcije pa so uperjene tudi proti ruskim bankam, podjetjem iz vojaškega, obrambnega, letalskega sektorja, političnim strankam in medijskim družbam. Govorimo o zamrznitvi sredstev, prepovedi potovanj in podobno. Iz Rusije je v države Evropske unije zdaj onemogočen uvoz surove nafte, premoga, jekla, zlata, alkoholnih pijač, kozmetike. In kaj vse to pomeni za rusko gospodarstvo? Po ocenah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj naj bi se ruski bruto domači proizvod v letu 2023 zmanjšal za 5,6%, že zdaj pa je na grafu viden velik padec. In še zadnje vprašanje, kolega Bakić, seveda je ključna pomoč. Kakšna je bila doslej pomoč v orožju za Ukrajino? Daleč največ vojaške pomoči so Ukrajini poslale Združene države Amerike. Po podatkih, ki so zbrani do sredine januarja, so ZDA napovedale za dobrih 44 milijard evrov vojaške pomoči, Združeno kraljestvo pa za skoraj 5 milijard evrov, sledijo Poljska, Nemčija in Kanada. Če pa pogledamo dvostransko pomoč, ki so jo države dale napadeni Ukrajini, sta ji največ, več kot 1% svojega bruto domačega proizvoda namenili Estonija in Latvija. Hvala lepa za vse informacije. Gospod Kacin, ne moremo se znebiti vtisa, da Evropa zamuja s pomočjo Ukrajini. Predsednik Zelenski pravi, naša življenja so odvisna od hitrosti dobave orožja. Tukaj pa se pogovarjamo, recimo danes Španija bo dala 6 tankov, Finska 3 in tako naprej. Zdi se mi, da je vse prepočasi in premalo. Že kar nekaj časa, ko to še ni bilo javno, so potekala usposabljanja ukrajinskih posadk za tanke, tako da to javno sporočilo govori samo o tem, da bo naslednji paket veliko večji. Treba je pa upoštevati, da gre za NATO-vo zahodno doktrino, v kateri človeško življenje šteje. In ta doktrina ne temelji na tem, da se vojsko pošle na čistino in jo izgubiš, ampak tankovska operacija je zelo kompleksna, potrebuje tudi podporo. Nikoli se ne bodo tanki pojavili na vojskovališču, brez da bi imeli podporo helikopterjev, torej bo Ukrajina do takrat dobila tudi bojne helikopterje,
Vse skupaj je potrebno pripraviti, zato da bi bilo teh izgub čim manj in da bi tisto, kar se osvobodi, tudi trajno zasedli. To je zahtevna operacija, doktrina je popolnoma drugačna. Ukrajinsko poveljstvo in ukrajinsko vodstvo je zdaj mentalno popolnoma integrirano v zahodni način razmišljanja in to je tisto, česar se pravzaprav Kremelj najbolj boji. Tukaj smo napravili ogromen korak naprej. Mi smo, kot veste, v 2 bataljonskih skupinah navzoči slovensko vojsko, že dolgo smo v Adažu, v Latviji, kjer je kanadsko poveljstvo, kanadski bataljon, kjer so tudi Španci, Italijani, pa mi, pa Albanci, pa Čehi. Veliko nas je v tem bataljonu, medtem ko nova skupina je zdaj na Slovaškem, kjer smo tudi navzoči. In naša navzočnost ni samo simbolična. V prvi napotitvi tja v Latvijo smo šli z vodom radiološko-biološke kemijske zaščite in obrambe. To je bilo nekaj, kar ni imela nobena vojska tukaj v Evropi in je bilo to zelo s hvaležnostjo sprejeto. Na drugi strani smo zdaj tam z havbicami kalibra 155 mm, skratka velika ognjena moč, ki omogoča, da odvračajo kakršenkoli pomislek v Kremlju, da bi se kdo lahko lotil Latvije. In zavezništvo je tukaj enotno, tako v besedah, kot tudi v dejanjih, kot tudi v vojaških formacijah, kjer smo vsi z svojimi pripadniki v združenih enotah. Doktor Steiner, katero je tisto orožje, ki bi ga Ukrajina najbolj potrebovala in bi lahko bilo ključno za uspešne operacije? Ko je bil ameriški predsednik Biden v Kijevu, je obljubljal topovsko strelivo, protitankovske rakete, radarje za zračno obrambo, ni pa obljubil bojnih letal. So ta tako zelo pomembna? No, to je vprašanje, ali bodo napori v nadaljevanju Ukrajine usmerjeni v obrambo, ali tudi v ofenzivno delovanje in osvobajanje. Ali pa samo za čakanje, da bodo poskušali neko zadevo rešiti za pogajalsko mizo. Po enem letu se obramba je vzdržala, to čakanje pa se je pokazalo kot neustrezno. Torej, če želijo osvoboditi zasedeno ozemlje, potem bodo rabili bistveno več tankov in tudi seveda letal. Če pa želijo samo obraniti in neutralizirati, potem pa rabijo sodobne tanke. Ukrajina je v začetku vojne imela 2 tankovski brigadi, zaradi tega, ker se je v skladu z NATO-vim preoblikovanjem spreminjala struktura, ni več delala takšnih formacij, kot jih je imela v času Sovjetske zveze. Danes jih ima 5, od tega so 4 v Donbasu. Pogledal sem, koliko je teh potencialov na nasprotni strani, še zmeraj sta ne v celoti popolnjeni obe gardni tankovski armadi. Razmerje med številom tankov na eni in drugi strani je lahko tudi 1:5, še ne celo več. Torej, tanki so pomembni, ampak obstaja še en vidik zelo pomemben pri podpori. Ukrajina je 1 leto zdržala zaradi podpora Zahoda, ki je presenetil. To je bilo strateško izvidništvo, pomoč pri usmerjanju ciljev v kibernetski obrambi, tudi pri iskanju rentabilnih vojaških ciljev in seveda pri tem omrežnem delovanju in povezovanju ukrajinskih po vojaškem potencialu lahko tudi bistveno slabši. Torej, če bodo dali sodobna sredstva, tanke, podobna, bo treba k temu zraven dati tudi to komponento, ta dežnik, 3 ali pa enega od teh, da bodo lahko učinkoviti na bojišču. Dr. Benedejčič, Jens Stoltenberg poziva članice naj okrepijo proizvodnjo streliva, zlasti topniškega, ker ga Ukrajina porablja hitreje, kot ga članice sploh zmorejo proizvesti. Evropa bo torej morala znatni večji odstotek sredstev nameniti za oboroževanje. Kaj to bo zdaj pomeni za Slovenijo, ki že zdaj teh 2% BDP-ja ni dosegala? Kaj bo naredila Slovenija? No, to imate prav, da je to, kar se dogaja v Ukrajini, nek konflikt, ki je privedel do takšne porabe streliva, ki ga nihče ne pričakoval. Tako da zdaj se tudi v okviru zavezništva, kot tudi v okviru Evropske unije pogovarjamo o tem, kako zagnati na novo industrijsko proizvodnjo, za katero smo v preteklosti mislili, da ne bo več potrebna. Tudi sicer je treba priznati, da so bile ocene v preteklosti o tem, da je prihodnost vojskovanja ekspedicijska, pač napačne, kot tudi ocene o tem, da tanki pripadajo preteklosti. Tako da to so nekatere zadeve, ki jih bo pač treba v prihodnosti popraviti. Ker se tiče nas, je bila ravno danes tudi na vladi sprejeta pač resolucija o opremljanju Slovenske vojske do leta 2040.
ki tudi eksplicitno govori o tem, da bomo dosegli 2% izdatkov za obrambo BDP-ja do leta 2030. In seveda glavni izziv pri tem bo, da bomo sposobni vzdržno dvigovati izdatke do tega procenta, v tem smislu, da bomo lahko vsako leto kupili toliko kot prejšnje leto in še nekoliko več. Ampak zaradi razmer v Ukrajini zdaj hiter preskok ni mogoč? To vedno težko, ker imate pri obrambnih silah seveda tudi vprašanje absorpcijske kapacitete, ne, koliko so dejansko te sile sposobne sprejeti nove opreme, novega orožja. S tem bi pa tudi rad poudaril to, da mi smo zdaj seveda predvsem soočeni z prošnjami, da damo tisto opremo, za katero smo prej mislili, da je zastarela in je zdaj izredno zaželjena, ne, se pravi naše tanke, čim prej na ukrajinsko bojišče, ker gre za opremo, ki jo pa ukrajinska stran že pozna, ker gre za tanke sovjetskega tipa. Pri nas seveda to sproža vprašanje tega, kaj potem, če bi se mi znebili vsega oklepa, ker tudi ta resolucija, o kateri govorim, pravi, da ga bomo modernizirali, da bomo na novo postavili oklepne sile. Se pravi, kako naprej z investicijami, do kakšne mere, ali se bomo potem kupovali še kaj drugega razen 8-kolesnikov. Hvala za ta pojasnilo v Sloveniji, tudi vam, gospod Kacin, in vam, dr. Steiner. Hvala lepa. Nadaljujemo pa znova z razmerami v Ukrajini. Tam je naš posebni poročevalec Valentin Areh, ki se nam je že v začetku oglasil na začetku oddaje. Glede na to, da je energetska infrastruktura nenehno pod udarom, kako v takih razmerah poteka zima v Ukrajini? Od lanskega oktobra so ruske sile izvedle kar 255 raketnih napadov na hidroelektrarne, termoelektrarne, na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in povzročile za najmanj 130 milijard evrov škode. Potrebno je vedeti, da je posledica vseh teh napadov predvsem ta, da je več milijonov ljudi brez elektrike, da je več milijonov ljudi brez ogrevanja in vsak se poskuša znajti, kakor se pač znajde, množično uporabljajo električne agregate, tudi bolnišnice. Problem je predvsem za bolnišnice, ki so blizu bojišča, njim primanjkuje predvsem goriva, zato so tudi agregati neuporabni in morajo kirurgi ranjence operirati celo pod svetilkami. Bistveno bolje je seveda tukaj v Kijevu, kjer relativno hitro popravljajo uničeno energetsko infrastrukturo. Potrebno je pa vedeti, da tudi vsi ti napadi dejansko niso omajali neke odločnosti oziroma volje Ukrajincev za odpor. No, saj ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Leto dni je od začetka ruske agresije. Kaj o vojni pravijo Ukrajinci? No, na to vprašanje najboljše, da odgovorijo kar Ukrajinci sami. Pridružila se nam je znana ukrajinska novinarka Natalija Trževska. Natalija, jak ti počuvavся v перший день російського нападу на Україну? Попри те, що війна почалася ще у 2014 році, в день великого наступу на Україну, 24 лютого, всі українці були шоковані. Ми були налякані, тому що ми не очікували такої підступності, коли вночі на тебе в 21 столітті почнуть летіти ракети. Жодна людина до цього не може бути готова, попри всі новини, які були. Але потім цьому шоку поступилася лють, тому що ми почали їздити, почали знімати, і ми на власні очі побачили, що вони робили з нами. Тобто ми бачили вбитих жінок, ми бачили вбитих дітей, чоловіків закатованих зі зв'язаними руками. І на місце страху прийшла лють, величезна лють. Але чим більше ти їздив, чим більше ти бачив, тим більше в тобі заморожувалися ці відчуття. Тому що коли до тебе підходить 7-річний хлопчик і питає: «Тьотя, хочеш, я покажу тобі будинок з трупами», і ти приходиш і бачиш величезну кількість вбитих людей, коли ти бачиш щодня вбитих дітей, вбитих жінок, в певний момент ти перестаєш відчувати будь-що. Тобто ти замерзаєш і ти перестаєш відчувати. І потім залишилася тільки лють і тільки ненависть. Через рік, які ваші думки? За рік ми так само відчуваємо ненависть і лють, але вона відрізняється. Тепер ми воюємо з холодним розумом. Якщо спочатку це була гаряча ненависть, тепер ми розуміємо, що попереду дуже велика війна.
Ми розуміємо, що вони нічого не зроблять зі свого боку для того, щоб це зупинити. Вони не скинуть свою владу, вони не складуть зброю. Ми знаємо, що попереду велика війна, ми холодні, ми готові, ми вдячні всім, хто нам допомагає. Ми вдячні тим, хто нас захищає, тож ми відчуваємо ненависть і вдячність і впевнені у своїй перемозі. Дякую najrazabo. Razlika, to bi bilo samosvoj vse iz Kijeva. Hvala lepa obema. Za nami je prvi del oddaje Odmevi plus, v drugem bomo poročali o slovenski pomoči Ukrajini. V goste pride dr. Ernest Petrič in prav tako posebni poročevalki iz Ukrajine v minulem letu, Karmen Švegl in Manica Janežič-Ambrožič. Vračamo se v oddajo Odmevi plus, ki je v celoti namenjena obletnici napada na Ukrajino. Ta napad je zaznamoval tudi življenja Slovencev. Med državami, ki so imele v začetku vojne pomembno vlogo, pa je tudi naša. Slovenija je v zadnjem letu tako politično kot humanitarno stala ob strani Ukrajini. Po začetku invazije je gotovo odmeval obisk takratnega premierja Janeza Janše v Kijevu. Na Janševo pobudo so bili s poljskim premierjem Morawieckim in češkim kolegom Fialo prvi tuji diplomati v državi po začetku ofenzive. Bil pa seveda to čas, ko smo v zmago Ukrajine, poleg njih verjeli samo še redki posamezniki v Evropskem političnem vrhu. Me zelo veseli, da je danes slika obrnjena. Tisto, kar smo mi potem prenesli našim kolegom v Evropskem svetu po zvezi NATO, iz Kijeva podrobnosti kot to, da pač celo semafori še delajo, da to ni mesto, ki je bilo okupirano, kjer je vse razbito in kjer se vsi skrivajo po kleteh, na nek način vrnilo nek kanček optimizma in upanja v to, da se lahko ta vojna izteče tudi v korist Ukrajine. Nekaj mesecev kasneje, po konstituiranju nove slovenske vlade, je lani poleti v Ukrajino potovala zunanja ministrica Tanja Fajon in jeseni obrambni minister Marjan Šarec. Slovenija je Ukrajini pomagala tudi z vojaško in civilno opremo. Donirala je 35 oklepnikov in 28 tankov. Poleg tega pa je v materialni pomoči donirala preko 1 milijona evrov. Posamezniki Slovenci pa smo, tako kot to znamo, v izrednih situacijah stopili skupaj in pomagali ukrajinskemu narodu. Karitas je zbrala skupaj več kot 3 milijone evrov pomoči, Rdeči križ dobra 2 milijona, UNICEF 700 tisoč evrov in malteška pomoč več kot 150 tisoč evrov. Po vladnih podatkih je v Sloveniji skoraj 8 tisoč oseb s statusom začasne zaščite. Preko 1200 mladih je vključenih v učni proces na različnih ravneh. S humanitarno pomočjo pa nadaljujemo tudi danes. Razvili serijsko pomoč v smislu dovažanja humanitarne pomoči k že preverjenim distributerjem. Distributerji lahko računajo z dobavo in potem naprej načrtujejo pomoč, ki je pa zmeraj premalo, sploh kadar so zimske razmere precej ostre. Druga stvar, ki jo pa zelo spoštujemo, je pa ta in jo poskušamo zelo uveljavljati, je pa ta, da tudi prejemniki pomoči zmeraj vedo, da nekdo misli na nje, da nekdo prihaja, da jim nekdo prihaja s pomočjo. Slovenija pa je tudi za prihodnost napovedala jasno podporo Ukrajini v okviru svojih zmožnosti. Dejstvo je tudi, da Slovenija v tem času stoji Ukrajini ob strani na vse možne načine. Vsi možni načini pomenijo tudi to, da prispevamo tisto, kar država, v tem primeru Ukrajina, potrebuje v danem trenutku. Naša zadnja pošiljka je bila izrazito humanitarna, šlo je za energetsko opremo, šlo je za medicinsko opremo. Tako kot je bil politični obisk Slovenije med prvimi, pa kaže, da bo tudi glasbeni. Skupina Laibach namreč za konec marca napoveduje prvi koncert tuje skupine v Kijevu od začetka ofenzive. Dober večer, dr. Ernest Petrič, pa začniva tudi midva doma. Imamo dve inicijativi. V SDS-u pričakujejo sprejem resolucije, s katero bi Rusijo označili kot državo, ki podpira terorizem. Hkrati pa je bilo objavljeno že tudi drugo pismo intelektualcev tako imenovanega levega spektra, ki pozivajo k zaustavljanju oboroževanja in k pogajanjem, ker da v tej vojni nihče ne more zmagati. Kako vi vidite ti dve inicijativi, to slovensko javno mnenje? Hvala lepo za vabilo. O tem pozivu za predlog neke resolucije o razglasitvi Rusije za teroristično državo, moram priznati, kaj dosti ne vem. To je res najnovejše. Nekaj več vemo o oni prvi pobudi, o kateri sem se že nekako negativno izrazil. Moram reči, da
ne bi želel, da je to moje omejen čas je bil, zato nisem mogel veliko elaborirati, bilo nekako nezadovoljstvo za pobudo v smeri miru. Vse pobude, ki gredo v smeri miru, so dobre. In tudi ne dvomim, da večina teh podpisnikov ni imela nič drugega v mislih, kot prispevati k miru. Ampak seveda, kot taka, sama po sebi pa ta resolucija nesprejemljiva za me. Iz nekega temeljnega razloga, ker v njenem bistvu je, da postavlja v isti položaj žrtev agresije, žrtev zločina po mednarodnem pravu, žrtev zločina tudi po slovenskem kazenskem pravu in agresorja, napadalca, tistega, ki je ta zločin zagrešil. Tu pa ne gre. V nobenem primeru, to je moje osebno prepričanje, ne smemo pristati na to, da bo agresor, močna, velika država, s posebnimi odgovornostmi, stalna članica Varnostnega sveta, eden od stebrov svetovnega reda, pravzaprav uveljavil svojo silo in v nekaj prisilil neko drugo manjšo državo. Ne glede na napake. Gotovo, napake dela tudi slovenska zunanja politika, jih je delala ukrajinska in tako naprej. Vsi delamo napake, tudi jaz, tudi vi. Ampak napake niso opravičilo za to, da nekdo zoper tebe uporabi silo. In za vas je ta drža nesprejemljiva, da bi zdaj nehali s pomočjo Ukrajini? Absolutno. To bi pomenilo izenačiti agresorja za žrtvijo. Nazadnje bo agresor izsilil svoje, žrtev bo na vse zadnje le morala pristati na premoč in tako naprej. To ne pomeni, da podcenjujem tveganja, ki so s tem v zvezi. Tveganja, da se cela stvar razvija v velik mednarodni konflikt. Ampak tveganja so velika tudi, če dopustimo, da se mednarodni red poruši in da se v tem mednarodnem redu, v katerem živimo, uveljavi pravica močnejšega, pravica agresorja in mi pa nekako se obrnemo stran in rečemo, naj se zmenijo. Ampak poglejva, na kakšnem dosegu pa je v bistvu mir. Ali bi bilo za Rusijo v tem trenutku sprejemljivo, da se ona kateremu koli delu na vzhodu, ki si ga je že anektirala, izvedla referendum, odpove? In ali bi bilo za Ukrajino sprejemljivo, da se odpove ozemlju, ki mu je pripadalo in ki ga je Rusija za silo zasedla? Kako daleč je mir? Glejte, mir je precej daleč. Daleč. Težka je pot do miru v tem konkretnem primeru. Ampak nazadnje bo nek mir sklenjen, ampak kakšen? Ta mir ne sme biti mir, ki bo sklenjen, gotovo. Rusija ne bo poražena, Rusija ne bo in tako naprej, je velika sila, eden od stebrov mednarodnega reda, ampak tudi Ukrajina je čisto ena resna država. In s to državo se ne sme zgoditi to, kar se je leta 1938 zgodilo s Češko-Slovaško. In to ni bila pot k miru. To je bil odločilen korak v smeri druge svetovne vojne. Če bi se takrat Hitlerju reklo ne, mogoče bi se stvari sukale drugače. Vi vlečete ene usporednice, vidim, ampak poglejte, danes, če pogledamo ustanove Evropske unije, če pogledamo Združene države Amerike, če pogledamo ne nazadnje tudi sklepe Münchenske konference, sporočilo je enotno. Storili bomo vse, da bomo pomagali Ukrajini, da te vojne ne izgubi. Ne? Torej, to pa vendarle je neka sreča v nesreči, če lahko tako rečem, enotnost zahodnih zaveznikov, ta trenutek. Se strinjam z vašo oceno in tudi se ocenjam s tem, da rečejo, vse bomo storili, da Ukrajina vojne ne izgubi, da žrtev ne bo do konca, kako bi rekel, uničena, ponižana, razvrednotena in tako naprej. Nič ne rečeno, vse bomo storili za to, da bo Rusija poražena. Ne. Ampak želimo, verjetno želijo, tudi Slovenija predpostavljam, želi pomagati Ukrajini, da na nek način vztraja in da nazadnje pride do nekih dogajanj, ki bodo pomenili začetek nekih pogovorov, ki lahko potem privedejo do neke mirne rešitve, ki pa mora temeljiti na nekih zdravih temeljih, ne na tem, da bo agresor dobil vse tisto, kar on zahteva. Pred dnevi smo vas slišali v našem televizijskem dnevniku, ste nekako resignirano ugotavljali, da Varnostni svet Združenih narodov in Združeni narodi kot taki pravzaprav svoje vloge več ne opravljajo. Da so nekako ob strani, da gledajo na Sirijo, ne naredijo nič, da gledajo na Ukrajino, ne naredijo nič.
Kdo potem pravzaprav kontrolira ta svet? Takole bom rekel. Združeni narodi so po koncu druge svetovne vojne nastali kot zavezništvo. Veliki zmagoviti zavezniki so ustanovili to mednarodno organizacijo OZN, se o tem pogovarjali na Jalti in tako naprej, sprejeli ustanovno listino za predpostavko, temeljno predpostavko, da bodo oni složno kot zavezniki delovali za mednarodni mir in varnost. Par let zatem, hladna vojna, blokovska delitev sveta, sistem OZN je funkcioniral slabo, veto so pogosto uporabljali Rusi, tudi Američani so ga in tako naprej, ampak nekako smo krmarili in prišli do padca Berlinskega zidu, simbolno. Takrat smo mnogi, tudi jaz sem bil med njimi, pričakovali, zdaj bo pa sistem Združenih narodov zadihal. Konec je blokovske delitve, vsi smo zainteresirani za svetovni mir, zdaj pa so lepši časi pred nami. 30 let potem. Žal se to ni zgodilo. Danes imamo nek konflikt interesov, imamo to nesrečno tragedijo, ki se dogaja v Ukrajini. OZN ne funkcionira. Zdaj pa optimistična nota k temu mojemu pozitivizmu. Veste, vi ste zgodovinarka, to bolj poznate kot jaz. Po vsaki veliki krizni situaciji pride do nekakšne remedure, do nekakšnih popravkov mednarodnega reda, ki so praviloma pozitivne. Storjenje korak naprej. Pred prvo svetovno vojno ni bilo nič, pa smo dobili Društvo narodov, ni bilo kaj veliko, potem smo dobili OZN, smo dobili in tako naprej. Zdaj imamo to multipolarno mednarodno ureditev de facto. In jaz mislim, da bo tudi iz te krizne situacije, ki je pokazala nemoč sedanjega sistema OZN, z vetom, ki še vedno ne funkcionira, še vedno ni tiste predpostavke soglasja, varnostni svet še vedno ne funkcionira, da bo iz tega išla neka resna remedura. Spomnite se, 20 let nazaj je bilo ogromno govora o reformi Združenih narodov in še posebej reformi varnostnega sveta. V teh debatah sem sam sodeloval in nič iz tega ni bilo, da vse nekako ostalo. Jaz mislim, da po tej krizi bo spet trenutek za to, da bo se resno pogovarjalo o neki mednarodni ureditvi, ki bo nekako bolj učinkovita za reševanje takih primerov, kot je tole zdaj. Torej pa ta, bi rekel, pozitivna nota. Ampak zdržati moramo vztrajati na tem, da agresor ne bo za agresijo dosegel nekih ciljev, da bo nazadnje prišlo do nekih pogajanj, ampak ko bo agresija na nek način ustavljena, in takrat bo mogoče najti vendarle nekakšen kompromis. Kot zanimivost povem, da se zadnje 2 meseca tako za zabavo ukvarjam z razmisleki, kakšen naj bi izgledal bodoči mir. Tu bo treba urediti vse mogoče, od suverenosti na Krimu, od vzhodnih 3 provinc Ukrajine, do odškodnine, škode in tako naprej, do obravnave vojnih zločinov zoper človečnost, ki so bili, do vrnitve ugrabljenih otrok, do vrnitve beguncev in tako naprej. En velik kompleks. In v nekem aranžmanu, ki bo prišel, bo treba to na nek način reči. Ampak ne pod predpostavko, da bo agresor dosegel tisto, kar želi. Zdaj pa vsi smo bili presenečeni, še to rečem. Generali v Kremlu so se zmotili kot nekoč generali v Beogradu. Mislili so, stanki se bomo zapeljali malo iz Karlovca, iz Varaždina proti Ljubljani, naši gospodi, isto tam. Ampak ne naši tovariši takrat, vsaka jim čast, vsem, niso spakirali kovčkov in zbežali in tudi v Ukrajini se je zgodilo. Ukrajinski narod je tako kot takrat slovenski narod pokazal ponos, odločenost, zobe, če hočete. In to je, po mojem mnenju, pa tudi vendarle en določen pozitiven znak za vse bodoče take in podobne poizkuse. Hvala za ta optimizem na koncu, dr. Petrič. Hvala vam za pogovor. Putinov 2-urni govor, ki ga je imel v torek pred izbrano rusko elito, razkriva, da se svet Rusije ne bi smel bati. To je zapisal nekdanji svetovni šahovski prvak in oster kritik ruskega predsednika Putina Garij Kasparov. Meni, da Putin ignorira možnost pogajanj, uporablja izrabljene jedrske grožnje in tarna o vojni, ki jo je začel sam in bi jo lahko končal zgolj v 1 sekundi. Kasparov seveda ne živi v Rusiji.
Mi pa se zdaj povezujemo z našo dopisnico v Mosti, Vlasto Jeseničnik. Dober večer, Vlasta. Kako trdno je Putin usedlo doma? Kakšno podporo ima? Se lahko v Rusiji glasovi s tako vsebino, kot jo je izrekel Kasparov, sploh slišijo? In kaj počnejo ruski intelektualci in kaj opozicija? No, Putin še vedno uživa veliko podporo, javnomnenjske ankete kažejo, da ga podpira več kot 70% ljudi in tudi podpora vojni je še vedno zelo visoka, približno 70%. Praktično opozicije v Rusiji ni ostalo, recimo tisti opozicijski politiki, aktivisti, ki niso pravočasno zapustili države oziroma so se odločili, da bodo Putina in vojno kritizirali iz Rusije, so končali v zaporu, prisodili so večletne zaporne kazni. Ja, protesti posameznikov še obstajajo, ampak ne smemo pozabiti, da so denarne kazni za diskreditiranje ruske vojske visoke in ne bom sploh omenjala visokih zapornih kazni za širjenje domnevno lažnih informacij o delovanju ruske vojske. Govorimo res o večletnih zapornih kaznih, tam do 15 let zapora. Tudi neodvisnih medijev ni ostalo v Rusiji. Številni ruski novinari in tuji novinari so odšli, številni neodvisni mediji so nehali delovati, blokirali so več kot 210.000 spletnih strani, blokirali Facebook, blokirali Twitter, tako da rekla bi, da je ostala samo groba, agresivna propaganda državnih medijev, ki so pa pod popolnim nadzorom Kremlja in večina Rusov, za večino Rusov je glavni vir informacij še vedno državna televizija. Ali se je ta trenutek Vladimir Putin po letu dni vojne pripravljen pogovarjati o miru in kakšno ceno za to agresijo plačujejo ruski državljani? Mislim, da smo od pogovorov med predstavniki Kijeva in Moskve o tem prvem koraku prekiniti sovražnosti še zelo daleč. Rusija svojih vojaških ciljev ni dosegla. Torej, lani si je priključila ukrajinska ozemlja, ampak jih ne nadzoruje v celoti. Kar zadeva ceno pa sankcije Rusije v enem letu niso zlomile. BDP je padel manj, kot so napovedovali ob uvedbi sankcij. Rusija je lani zelo veliko zaslužila na račun visokih cen energentov, recimo v prvih 100 dneh vojne 93 milijard evrov. Zdaj ta številka se manjša, zato ker je Zahod uvedel kapico na rusko nafto, ker izvaža manj plina v Evropo, tako da v proračun se v tem smislu priteka manj denarja. Rusija je tudi precej tehnološko odvisna od Evrope, tako da recimo avtomobilska, letalska industrija imajo težave, ampak seveda pričakovati je, da te sankcije vendarle na neki srednji, dolgi rok bodo delovale. Je pa to ključno vprašanje, ali bodo sankcije prisilile Putina, da bo to vojno končal, ali jo bo pa nadaljeval ne glede na ceno, se pravi, dokler bo morda ne bo zmanjkalo denarja, da to vojno financira. Hvala lepa, Vlasta, za to podobo, ki si nam jo dala iz Moskve. Lahko noč. Novinarji televizije Slovenija so v zadnjem letu o vojni poročali ne le na podlagi agencijskih novic, pač pa tudi lastnih izkušenj. 4 dni po začetku agresije, 28. februarja lani, je prva poročila iz Lvova, Vinice in Kijeva, kasneje še iz Buče in Odese pošiljala Karmen Švegl. Maja se je s frontne črte prvič oglašal Valentin Areh. Novembra pa je mednarodna obzorja z naslovom Vojna v Evropi pripravljala tudi Manica Janežič-Ambrožič. Zato je zdaj z nami v studiu. Dober večer, Manica, na povezavi pa Karmen Švegl. Karmen, spremljala si številne vojne, predvsem bližnje vzhodne. Kaj je bilo drugače v tej ukrajinsko-ruskem spopadu in kateri dogodek se te je v resnici najbolj dotaknil? Dober večer. Ja, na nek način so vse vojne enake. Povsod švigajo krogle in te ne izbirajo žrtev. So to Evropejci ali Arabci, Afganistanci, padajo bombe. Ko sem sama potovala čez Ukrajino, so razmere bile izjemno nepredvidljive. Ves čas smo slišali sirene, tekale v kleti, nobena noč ni bila zares prespana, veliko negotovosti, kaj se bo zgodilo.
In potem, ko sem prispela do Buče in bila sem ena med prvimi novinarji, ko so še dejansko na ulici Jablonski, denimo, ležala trupla, in potem, ko smo prišli do te cerkve, kjer je bilo množično grobišče in so izkopavali trupla iz te luknje, te mokre zemlje. Še danes se živo spominjam tega vonja po razpadlih truplih, ljudi, ki so tam čakali, ali bodo zagledali med trupli svoje sorodnike. In spomnim se brata, ki je tam dejansko zagledal svojega ubitega brata, torej, in to emocionalno reakcijo, kako ljudje, ki so vedeli, da so njihovi sorodniki mrtvi, vendarle to znova podoživijo, ko jih tam zagledajo ležati v tej mokri zemlji. Sama sem takrat bila v Buči skupaj s slovenskim posebnim odposlancem Boštjanom Lesjakom, ki je prav tako, se spomnim, bil presunjen in že takrat povedal, da so to zločini. Poglejmo izjavo. Če to pogledamo, je vojska svojo nemoč je stresla nad civilnim prebivalstvom. In to ni drugega kot zločini. Manica, veliko se govori o zločinih, tudi ruski predsednik Biden je zelo jasno rekel, ameriški, se opravičujem, Rusija je naredila vojne zločine, ampak nekih preiskav, nekih rezultatov, nekih predstavljenih dejstev v javnosti pa še zmeraj ni. Veliko preiskav poteka. Začele so se marca lani, v bistvu takoj ob začetku vojne je Mednarodno kazensko sodišče že sprožilo preiskavo, ki seveda še vedno poteka. Kar nekaj držav se je lotilo preiskavo. Zločine preiskujejo ukrajinski tožilci. Vse to poteka, ampak težava je, da je težko bo roka pravice dosegla ruske državljane. Zakaj? Zato, ker v bistvu nobena od teh mednarodnih organizacij ali pa ad hoc tribunalov, o katerih se govori, pravzaprav nima nobenih pristojnosti in ne more prisiliti ruske državljane oziroma ruske države, da izroči ruske državljane. To se najverjetneje pod tem vodstvom, pod tem državnim vodstvom v Rusiji ne bo zgodilo. Z enim od sogovornikov, s katerim sem se pogovarjala danes, mi je dejal, to so preiskave, ki potekajo na zalogo. To pomeni, če se bo kdaj ruski režim spremenil, potem bo morda roka pravice dosegla tudi ljudi, ki so odgovorni za te zločine. Ampak v bistvu zgodovina, ki jo poznamo, pravzaprav ni na strani žrtev. Z županom Buče sem se pogovarjala konec novembra in sem postavila tisto vprašanje, ki ga je na nek način nakazala že kolegica Karmen Švegelj. To se je dogajalo v Evropi leta 2022. Zakaj se takšna zla ponavljajo? In je rekel, zato ker zla niso kaznovana. Karmen, zdaj poročaš iz Azije. Veliko slišimo, da naj bi Kitajska vstopila v to posredovanje med sprtima stranema, naj bi pripravljala neka mirovna izhodišča med Ukrajino in Rusijo. Se kaj več ve? Vemo samo, da Turčija ni bila uspešna, francoski predsednik Macron tudi ne. Bo Kitajska? No, kar smo do zdaj slišali, je to, da bo Kitajska ponudila kitajsko modrost. In tukaj seveda stavijo na pogajanja, pogovore, vključitev mednarodne skupnosti, pozivajo evropske države naj ne dostavljajo več dodatnega orožja Ukrajini. Šepetalo se je o tem, da naj bi Kitajska začela vendarle dostavljati Rusiji orožje za ukrajinska bojišča, kar je doslej odklonila in zanikala. Vprašanje je, če se bo to zgodilo. Nazadnje smo lahko slišali, torej, da pogovori potekajo v miru, ne o vojni, in da se Kitajska želi nekako braniti multipolarni svet. In seveda dejstvo je, da če bi tukaj Rusija bila dejansko poražena, Kitajska to nekako vidi v smislu tega, da bi se Zahod, Amerika, Evropa ukrepili toliko, da bi tudi Kitajska bila šibkejša. Tako da v njenem interesu je absolutno, da se torej sprte strani dogovorijo za pogajalsko mizo in da ni zmagovalca na samem bojišču. Karmen, morda še tole vprašanje na kratko. Koliko pa je ta rusko-ukrajinski spopad še prisoten v medijih? Pri nas dobivamo včasih občutek, kot da smo se malo vojne že navadili. Te novice se umikajo bolj na 3., 4. strani, na 15. minute oddaj. Kako je to pri tebi? Ja, seveda, vojna je nekaj, na kar se navadimo. To postane nek nov vsakdanjik
In povsod je tako. Tukaj smo bistveno dlje še od Ukrajine, kot ste vi v Evropi. Ampak tudi v sami Ukrajini je treba reči. Jaz, ko sem bila konec avgusta v Odesi, smo lahko videli, da življenje teče normalno. Ljudje se navadijo na novo normalnost in presunljivo je, česa vse so sposobni ljudje, kako se adaptirati na to, da živiš v bistvu sredi vojne, da več ne veš, kaj ti bo prinesel jutri, in to je v bistvu realnost. Adaptacija na vojno, Manica, tudi ti dobivaš občutek, da je to malo izginilo iz naše zavesti in celo iz zavesti Ukrajincev? Rekla bi, da že lani jeseni na nek način je vojna v Ukrajini povzela s prvih strani medijev, povzela s prvih minut naših oddaj, ne samo v slovenskih, govorim vsega v evropskih, Zahodu, tako je. Zahod se preprosto je vojne na nek način naveličal. V Ukrajini so se na vojno navadili, oziroma neverjetno je, kako se, kot je rekla tudi kolegica, zna človek navaditi na nove razmere in prilagoditi. Jaz v Ukrajini nisem čutila tega strahu. Občutila sem negotovost, občutila sem upor, pogum, ponos, vse to, a nisem občutila strahu. Zdi se mi, da je večina Ukrajincev, s katerimi sem se srečala, ves čas poudarjalo, mi bomo v tej vojni zmagali. In veliko beguncev, ki so v prvih dneh vojne zbežali iz Ukrajine, tudi takem sem srečala, se je potem med poletjem že vrnilo v Ukrajino in nameravajo vztrajati tam, na nek način kljubovati te realnosti. Ampak povej nam, mi vemo, kako gremo poročati v parlament ali kamorkoli po Evropi pač. Kako pa greš poročati na neko območje, kjer prvič nikogar ne poznaš, kjer te je strah, seveda te je strah, in kjer moraš zvečer pač oddati neko poročilo? Lažje je, če poznaš ljudi, da vzpostaviš neke stike že pred odhodom na terenu, ki so ti pripravljeni pomagati. Kar precej težava je zaradi jezikovnih barier. Se mi zdi, da sem si še najbolj pomagala s slovenščino. V Kijevu sicer kar precej ljudi govori angleško, ampak recimo v okoliških vaseh manj. Še posebej mi je pomagal mlad študent slovenščine, tudi to obstaja v Ukrajini, to se pravi Ukrajinec, ki govori slovensko na Kijevski univerzi, namreč mogoče učiti se tudi slovenskega jezika, in Sergej mi je pomagal, z njim ves čas ohranjam stike, tudi z nekaterimi drugimi sogovorniki ves čas ohranjam stike, če ne zaradi drugega, tudi zato, da se vprašam, kako je, ste v redu, kako ste preživeli noč, ko slišim informacije o novih raketnih napadih na Ukrajino. No, in danes sem se pogovarjala s Sergejem in sem ga vprašala, kako pravzaprav on vidi ta 24. februar. Tako, poglejmo si. Mi smo pričakovali na začetku, da vojna bo eno leto, smo mislili, da to bo samo skratka in se bo končalo res hitro. Zdaj pa smo šli čez ogromno različnih težav, preživeli smo ogromno različnih strahov, lahko rečem, je bilo groza tudi. Zdaj pa kaj pričakujemo, mislim, vsi Ukrajinci smo čakamo na zmago Ukrajine, to je res, in vsak človek dela tisto, kar od njega je odvisno, in v bistvu zdaj smo že pripravljeni za drugo bitko in upamo, da kmalu se bo končalo in se končalo z zmago Ukrajine. Tudi Evropa nam pomaga in vsi ljudje. Dragi kolegici Karmen, tebi hvala lepa in tudi tebi, Manica, za vajni izkušnji. K optimizmu, ki ga Ukrajinci še vedno premorejo, ni kaj dodati, razen zavedanja, da moramo tudi mediji opraviti svojo vlogo. To so bili Odmevi plus o ruski agresiji na Ukrajino leto dni zatem.